Ok, ta čas, ko počakamo še par minut, bi izkoristil priložnost, da vam povem, da je šla tudi prenovljena verzija naše vrtičkarske aplikacije Posadi.si. Imate zdaj noter izboljšan prikaz opomb, na podlagi vaših predlogov je to vse malo bolj pregledno. Z novim letom je zaživela tudi menjava semen, tako da vabljeni, da se pridružite in si izmenjujete semena. In pa za naročnike Pro verzije imate noter še tudi med opombami najdete sadilne datume po priporočilih Robija in Tjaše iz Vrta obilja. Tako da, če še nimate aplikacije in če imate Android telefon, zaenkrat samo na Androidu, delamo za iOS, upam, da bo, no, enkrat bo. No, če imate Android telefon, si lahko brezplačno naložite aplikacijo na Google Playu, tukaj v chat sem dal povezavo. Bomo veseli tudi kakih 5 zvezdic, če imate kakšne komentarje, pripombe, želje, nam pišite info@tomapo.com. Se trudimo delati, tako da bi bilo po vaših okusih in pač čim bolj koristno za vse. Evo, zdaj smo akademske 3 minutke, dobro, 75, lepo število nas je. Bomo kar začeli, ne. Živjo, Matjaž. Živijo. Živjo. Matjaž Vilhar, inženir hortikulture in krajinarstva iz drevesnice Štivan, bo z nami naš gost in bo odgovarjal tudi na vsa vaša vprašanja. Zdaj odspodaj imate chat, kar tja napišite vprašanja in potem jih bomo zastavljali Matjažu in računam, da bomo dobili vse odgovore, ne. Se bom potrudil. Kaj začnemo najprej, recimo pri načrtovanju sadnega vrta. Kaj je pomembno pri načrtovanju sadnega vrta? Ja, pri samem načrtovanju je v prvi vrsti pomembno to, kako velik vrt imamo. In kateri del našega bivalnega vrta mi namenimo potem sadnemu delu. Ker največja napaka je, da mi nekako razporedimo oziroma namečemo čez cel naš vrt nekaj sadnega drevja, pa zraven eno okrasno rastlino, ker lahko pol pride tudi do tega, da pride do zamenjave. Določene sadne rastline ali pa zraven okrasne tvorijo oboje plodove. In zato je treba biti posebej pozoren na to, da že v samem štartu, ko načrtujemo vrt, naredimo neko funkcionalno razporeditev, kjer del bo namenjen sadnim drevesom, kjer del jagodičevju in kjer potem ostane za okrasni del. Kaj pa, kar se tiče lege, sever, jug, vzhod, zahod, sonce? Glede tega je tako, ne. Sadna drevesa najbolje uspevajo na sončnih legah. Tako da, če se le da, si potem izberemo tak del vrta, kjer je najbolj osončen, najmanj vetroven, sploh če si omislimo še kakšne marelice, sploh bolj v notranjosti države, ne, zdaj, če smo na Primorskem ali Goriška in to itak ni problem, ne. Če pa gremo že Postojna recimo ali pa danes bi si radi praktično vse sadili povsod, ne, si moramo pol res izbrati primerno lego, taka, da je zaščitena pred vetrom, da čim manj vleče, da je čim bolj osončena, ne. Tako da južne, jugovzhodne, jugozahodne lege so najprimernejše za sadno drevje. Katero pa je sadno drevje, ker recimo moramo biti še posebej pazljivi, da ima recimo dosti sonca? Jah, zdaj tulele je pogojeno tako, ne. Recimo, če pogledamo jablane, hruške, rabijo približno isto, zdaj češnje rabijo nekoliko več sonca, pol sploh marelice, breskve, če hočemo, da dozorijo, normalno rabijo sigurno nekaj več sonca. Pol pa te nove vrste, recimo, kakor je kakšna asimina,
je tudi rabi sonce, hkrati moramo pa biti pozorni, da zberemo tako mesto, da je pa v prvih letih nekoliko osenčena ali pa da jo mi osenčemo. Aha. Okay. Zakaj pa? Pač zaradi tega, ker pride lahko do poškodovanja teh mladih listov v prvih letih rasti. Pol čez leta, ker se pa rastlina že toliko razraste, pa pol raste normalno tudi na polnem soncu. Do kdaj pa lahko posadimo nove sadike? Zdaj v spomladanskem času je tako. Je treba sadike saditi čim prej, kakor nam narava dopušča. Takoj, kakor so pogoji izpolnjeni, da zemlja ni več zmrznjena, recimo Primorska je to praktično celo zimo se skoraj da, kakor gremo bolj v notranjost, pa takoj, kakor to dopušča, ker če bomo mi spomladi to vlekli, in pol pridemo že v brstenje rastline, taka rastlina v prvem letu praktično ne naredi nič. Ona mora najprej poskrbeti, da razvija svoj koreninski sistem, šele potem je sposobna tudi zelene dele rastlin narediti. Zato, če se le da, tako marc mesec je idealen zasaditi, zdaj da se tudi še v aprilu, kakor pa začnejo rastline brsteti, pa zmeraj manj. Zato tudi pravijo včasih, da jesenska sadnja je boljša. Ampak jesenska sadnja in ta zgodnja spomladanska so skoraj identične. Napaka je pa tisto, kar če se predolgo časa čaka, pa vleče že v april in naprej. Ko sadimo, moramo paziti, da je jama mora biti prej skopana, Zdaj, če imamo mi težek teren, je fajn, da je jama skopana tam vsej 14 dni, lahko tudi en mesec prej. Zato, da se ta zemlja prezrači. Ker pol tudi, ko zasujemo nazaj, ta rastlina pol v tej zemlji lažje raste, ker je prerahljana, prezračena. Moramo biti pa pri sami jami tudi pozorni, kako veliko jamo naredimo. To je pa spet odvisno. So kakšni splošni napotki? Zdaj, splošni napotki, tako, odvisno je nekoliko tudi od same podlage cepljenja teh sadnih dreves. Mi imamo šibke, srednje pa bujne rastoče sadna drevesa. Čim je bolj bujno rastoča podlaga, pol rabimo večjo jamo. Predvsem je pomembno, da je jama širša, ne globoka. Tako da dajmo reči, da se jame kopljejo nekje od 50 cm širine pa do 1 metra. Če mi sadimo recimo neko jablanico na srednji podlagi MM106, bo 50 cm širine čisto zadostovalo, pa tam 40 do 50 globine. Če je pa sejanc, moramo pa že v štartu zagotoviti, da je ta jama široka vsaj 1 meter, ampak lahko 40-50 globoka, zato ker že v prvem letu te korenine začnejo bujnejše rasteti. In tudi mi s tem, ko skopljamo večjo jamo, smo s tem zagotovili tudi prostor, da bodo tudi v drugem, tretjem letu te korenine imele prostor za rasti. Torej, bujna podlaga se nanaša na korenine? To pomeni, koliko bo potem v končni fazi drevo zrastlo. Če je cepljeno na bujnejšo podlago, bo tudi njegova končna višina večja. Če je na šibki podlagi, bo končna višina nižja. Lahko, če pogledamo že od samega začetka, recimo tele plantažne sorte, ki so predvsem za jablane, govorimo. Plantažna sorta, cepljena na šibki podlagi, zraste maksimalno tam nekje 2,5 metra višine in rabi stalno oporo. Bujna podlaga jablane zraste pa 6-7 metrov visoko ali pa 8 in bi rekel, po parih letih ne rabi več neke stalne opore. In hkrati, bi rekel, je tudi taka rastlina pol manj dovzetna za škodljivce, manj dovzetna za bolezni in tudi v poletnih sušah to lažje prenaša, zato ker je njen koreninski sistem toliko večji, toliko širši in tudi lažje pol črpa zemljo in prenaša sušo. Že ko smo pri jamah, eno vprašanje je tukaj že prišlo, pa eno podobno smo tudi dobili na mail. Kako je glede zaščite za voluharje? Košara za voluharja vpliva tudi na bujno rast? Košara na to ne vpliva čisto nič. Zdaj, košare je pametno dati, če voluharja imamo. Ker se enostavno zgodi to, da lahko na isto mesto drevo sadimo 3x, 4x, 5x, ker drevo lik začne rasteti, pa ga voluhar poje.
Te košare ponavadi razpadajo nekje po enih 5-6 letih. V tem času je že rastlina toliko močna in toliko koreninski sistem razpreden, da tak, bi rekel, košara njega nič ne ovira, hkrati pa korenine imajo zadosti močno silo, da to košaro tudi raztrgajo. Določeni pač ljudje delajo napako in stavijo okoli na mesto košar, stavijo recimo zdrobljeno steklo od steklenic. To je napaka, ker kaj se zgodi? Tudi s košaro. Košara pač prerjavi, se raztrže, korenina raste. Tam pa, če damo mi kos stekla, bo pa tista korenina rasla zmeraj čez tisto steklo. Steklo je ostro. In kaj prije? Prije do tega, da se z leti razvije koreninski rak, ker enostavno je korenina trajno poškodovana. Dočim pri košarah pa teh težav ni. A so katere sadne drevesa bolj dovzetna za voluharja, ali mogoče katerih voluhar ne mara, ravno pri vseh? Ja, včasih so rekli, da sliv ne mara, pa da oreho ne mara, ampak se je pokazalo tako, kadar je populacija voluharja prevelika, takrat mu paše vse. Takrat je dobro tudi sliva. More preživeti, nekako more, pač zimo more preživeti in tako, da takrat on poje, kar mu pride. Makar slivo. Ja, tudi. Na kaj moramo biti pa pozorni pri nakupu sadik? Ja, predvsem pri nakupu je pomembno, da smo pozorni, iz kje sadike izhajajo. Prvo je treba zmeraj gledati. Problem nastaja, če mi iz toplejših krajev sadike nesemo na hladnejše. Taka sadika se težko prilagodi čez zimo. In pol tudi, če prvo, drugo zimo nekako preživi, počasi pol propade, oziroma stagnira v rasti. In seveda je treba biti pozoren na samo kakovost, na kvaliteto, tako na kvaliteto cepljenega mesta, kakor na velikost in dolžino poganjkov. Bi rekel, vse se točno vidi, že v štartu, ali je sadika kakovostna ali pa ni. Sadike ne smejo biti polomljene, bi rekel, izsušene korenine, to je predvsem pomembno, ker če že v štartu, že ko mi sadiko kupimo, so korenine zasušene, pol taka sadika se ne more nikoli prijeti. Pa, kadar damo sadiko noter, kaj porežemo od korenine, ali kaj posebnega, kakšni nasveti? Ja, zdaj korenine pač moramo prikrajšati, ker s tem, ko korenine prikrajšamo, tudi pospešimo njihovo rast. Zdaj je tako, predvsem tele ogrodne korenine jih malo skrajšamo, da ne pustimo, tiste debele korenine, dolge pol metra, ki jih ne moramo niti v pol košaro stlači. Zdaj, predvsem je pomembno, da pri samem sajenju, da nam ostane čim več koreninskih laskov. Pač koreninski laski so tisti, ki so pomembni, da bo lahko rastlina se sploh normalno ukorenila in sploh začela normalno rasti. Ja, v bistvu sem pozabil še prej pri sadilni jami. Potem, ko enkrat skopljemo sadilno jamo in jo pustimo teh 2 tedna ali kolikor že, kakšen je potem postopek? Kako je, gnojimo, kako je pomembno, katero zemljo damo najprej, ko izkopljemo, potem, ko enkrat damo noter drevo. Pomembno je že v štartu, ko sadilno jamo kopljamo. In sicer, da takrat, kadar mi sadilno jamo kopljamo, najprej poberemo rušo stran in si jo damo na en kup in pol tisto prvo plast zemlje, ki je tam nekje spet odvisno pač od lege, dajmo reči enih 30 centimetrov, tisto je rodovitna, to živa plast zemlje, si jo damo na drug kup in na tretji kup si damo pol tisto mrtvico. Pol, kadar pa zasipamo pa v kontrasmeri. Na dno si damo rušo, tako da si jo pač obrnemo v narobe, damo tole zaščitno košaro in zmeraj damo v zaščitno košaro najbolj kvalitetno zemljo. Če tista naša zemlja, ki smo jo skopali, ni zadosti kvalitetna, oziroma če že naprej vemo, da je bolj izčrpana, in primešamo lahko zdaj ali šoto ali kakšen sadilni substrat, lahko pač substrati iz vrečke so,
ker je tudi če imamo mi pretežka tla, moramo mi pač narediti eno tako mešanico zemlje, da ne bomo zalepili koreninskega sistema. Ker če bomo mi kakšno težko ilovco ali pa glinena tla natlačili noter v košaro okoli korenin, kaj smo dobili? Ja, en cementni blok in tam ne morejo rastlina pol rasteti, ne. Tako da moramo mi tam dodati nekaj, ne. Zdaj ali dodamo šoto, ali se pravi, dodamo kakšen tale rastni substrat, kar se samega gnojenja tiče. Na dno, pod košaro, dodamo založno gnojilo. To je gnojilo, ki načeloma ne vsebuje dušika, ker vemo, da dušik se v kratkem času spere v globje plasti, tako da pomeni, da s tistim gnojilom bi mi samo onesnažili podtalnico. Bi rekel, od tistega dušika nimamo nič. Tako da tam damo fosfor in kalij, ki ga bo rastlina dobila pol v 2., 3. letu, ki bo razvila korenine do tiste globine. Pol na zgornji del, bi rekel, nadkoreninski sistem, pa damo zdaj, ali damo tudi recimo mineralno ali pa organsko gnojilo, ne. Tukajle vidim je tudi vprašanje, če lahko dodamo kompost. Tudi kompost dodajamo pač vmes med zemljo. Se pravi, moramo pa zmeraj gledati, da direkt na koreninski sistem ne pride kakšen gnoj ali pa gnojilo, ker to pol pride do trajne poškodbe korenin in take rastlina pol se ne more primiti, ampak enostavno propade. Pa še nekaj, moramo biti pozorni pri sajenju, zmeraj moramo gledati, da je cepljeno mesto vsaj 10 centimetrov nad tlemi. Ker kaj se zgodi, če mi zasujemo cepljeno mesto v zemljo, na tistem delu, kamor je cepljeno, pa pol v bistvu od spodaj je podlaga, gor je tale žlahten del sorte, pride do segnitja, propada, in nam sorta propade in tam pol odžene divjak. Tako da zmeraj tisti del vsega je videti, ne, ker bi rekel, raven del, pol pa ponavadi ali neka zadebelitev, kakorkoli, tisti mora biti zmeraj tam 10 centimetrov zunaj. Še eno vprašanje, ker smo pri koreninah, te korenine, ki jih porežemo malo, a jih je treba kaj zaščititi, ali je to to? Ne, korenin nič ne zaščitimo z ničemer, korenine samo se prereže, je pa fajn recimo prej, ko sadiko posadimo, da jo namočimo z kakšno urico, pol urice, v kakšno mešanico, že zadosti recimo vode pa malo zemlje. Zato, da naredimo nek film okoli, da pol, kadar zasujemo vse skupaj, da se tudi okoliška zemlja takoj prilepi in stakne s temi koreninskimi laski. Tam je še eno vprašanje glede, kaj je težek teren, ne. Težek teren pomeni, da so ilovnata, zbita tla, ne, ker v nasprotnem primeru imamo taka prhka peščena tla. Katera so pa kakšna drevesa, ki so recimo bolj primerna za težke terene, katera pa so bolj za te lahke, peščene terene? Zdaj je tako, ne, kar se tiče težkih pa teh lahkih oziroma peščenih terenov, kaj pride do tega, ne? Prednosti in slabosti so obojih terenov. Vemo, da težka tla spomladi ostanejo dolgo cajta mrzla, dolgo cajta držijo vodo, ne, kar je za poleti po eni strani dobro, ne. Peščena tla se pa spomladi hitro segrejejo, hkrati pa je težava poleti s sušo, ne. Tako da je bolj pomembno pol, kako mi dodatno ustvarimo te pogoje za rast rastline, ne. Drugače pa načeloma slive rastejo praktično na vseh terenih, jablane so, bi rekel, tudi kar dokaj, bi rekel, prilagodljive, s tem, da moramo pa zagotoviti za hruške, pa taka malo globja, pa bolj, bi rekel, vodozadržna tla, ne. Ker kaj, ponavadi se pri hruškah pojavi tudi sredi poletja, pa včasih ljudje gledajo pa kar naenkrat rjavi listi. Ja, zato ker je prevelika suša, pomanjkanje vode in enostavno pride do izsušitve in propada rastlin. Kaj pa glede pH-ja zemlje? So kakšna drevesa bolj primerna za bazična, kakšna bolj za kisla?
Oziroma kakšna, ki so zelo občutljiva na eno ali drugo. Zdaj, če gledamo pri pH-ju, predvsem je pomembno recimo za kakšne borovnice. Borovnice vemo, da morajo biti na izrazito kislih tleh. To pomeni, da moramo tudi prav posebej ustvariti, bi rekel, pogoje in medij in bi rekel, samo tisto sadilno jamo tako zaščititi, da na dolgi rok nikoli ne pride do razkisanja, oziroma moramo vsako leto sproti dodajati tudi šoto, zato da ohranjamo kislost. Drugače večina teh rastlin je nekje v enih takih nevtralnih, rahlo kislih, rahlo bazičnih tleh, vam bo uspevala brez težav, razen če kakšni kostanji. Kostanji so pa izrazito netolerantni na kalcij. Tako da tele pa morajo biti pa tudi na kislih tleh. Zato tudi včasih na tem delu najboljš uspevajo recimo tam, kamor je fliš, lapor, na tem delu, kamor je pa pnenčasta matična podlaga, moramo pa recimo, če ćemo kostanj posaditi, moramo skopati res veliko jamo. To govorimo jamo, vsej meter za meter, tudi meter globine mora biti, zamenjati, odstraniti vso zemljo in jo nadomestiti z mešanico šote in podobnega substrata, tako da dobimo pač eno tako kislo zemljo. Kako je pa, če gremo potem na obrezovanje, kakšni napotki, kdaj se obrezuje, pa še kakšni konkretni, specifični napotki mogoče za posamezno sadje? Ja, zdaj, kar se tiče, bi rekel, nekje pri teh, če gledamo sadne drevje, ne toliko jagodičevje, je najbolj priporočljivo delati eno zimsko rez. Sploh jablane, hruške in to se dela zimska rez. Zimska rez je pa tako nekje februarja, marca meseca. Zdaj, januarja meseca je, bi rekel, sploh na vrtovih še skoraj malo prezgodaj. Kaj se zgodi? Če mi v januarju mesecu že sadno drevje obrežemo, že kar nekaj let se je zgodilo to, da je bil januar precej topel. In pol začne taka rastlina hitrejše odganja. In kaj pride pol v marcu mesecu, kadar je pa pol kakšna pozeba, par dni minusa, pride pa taka rastlina še prej propade. Tako da nekje druga polovica februarja, marca je taka za tole zimsko rez delati. Zdaj, pri mladi sadiki, kadar jo mi posadimo, jo ponavadi prvih par let delamo eno gojitveno rez. S to gojitveno razjo bomo pač mi prišli do tega, da bomo dobili tisto osnovno obliko drevesa, kakor si ga želimo. Po nekem 4., 5., 6. letu, odvisno, kaj smo sadili in na kakšni podlagi smo sadili, pa začnemo pa delati pa res zarodnost. Zdaj je spet, ponavadi pri vrtičkarjih je treba kar nekaj časa, da se pač oni navadijo razločevati med sabo, kateri so listni brsti, kateri so rodni brsti, ampak je tako. Že s tem, ko imamo mi neko osnovno obliko drevesa, če izrežemo ven, bi rekel, tiste veje, ki se križajo, ki nam preveč zapirajo krošnjo, da mi pač krošnjo presvetlimo, smo že dosti naredili. Pol glede samih tistih rodnih vej se pa pol počasi navadimo, katere so tiste, na katerih nam rodi. Sploh recimo pri češnjah in pri kakšnih breskvah in to je tako. Češnjo obrazujemo, dokler je mlada sadika, z obliko jo obrazujemo spomladi. Pol jo začnemo obrazovati pa po obiranju. Tam nekje tudi avgusta meseca, dajmo reči. Tako da tudi dostikrat je tako, kadar so češnje zrele gor, mi čisto enostavno odrežemo vejo tisto, ker spet tlele malo drugače, bi rekel, tlele ne delamo tistega točnega redčenja, da imamo manj plodov pa debelejše plodove, pa da nam res rodi, ampak si enostavno bolj delamo na obliki. Zdaj tudi breskve. Breskve najboljš, bi rekel, prenaša glih poletno rez. Zakaj? Zato, ker takrat prihaja do najmanj okužb. Takrat se rane najhitrejše zasušijo. Zdaj, dočim pa recimo,
Če gledamo pa jagodičevje, je pa tako, ne, pač pri malinah imamo tiste, ki rodijo poleti, tiste, ki rodijo v jeseni. Zdaj, če bi točno vedeli, bi mogli, bi rekel, vsake rezati, bi rekel, ene v enem času, ene v drugem. Najbolj enostavno tudi naredimo tako, da rečemo zdaj v spomladanskem času, mi počakamo malo, da vidimo, kjere bojo začele brsteti, kjere so žive, tiste prikrajšamo, zdaj tiste, kar so pa lansko leto rodile, ki so suhe, pa lahko enostavno polomimo ven ali pa porežemo, ne, tako da rastlino očistimo in bomo imeli še zmeraj zadost, ne. Tako moramo pri ribezu, ne, pri ribezu vsako leto ali pa na 2-3 leta porežemo ven, bi rekel, tiste veje, ki jih je preveč, da sploh rastlina zadiha, in še enkrat pol pred, bi rekel, zorenjem ga malo presvetlimo, zato da pol so tudi plodovi bolj sočni, bolj polni sladkorjev, ker v nasprotnem primeru so bolj kisli. Prej sem videl vprašanje glede orehov, ne. Recimo orehe načeloma ne bi rezali, ker kaj se zgodi? Orehe, če režemo, tudi enostavno pride do tega, da ga se posuši. Zdaj, če ga pa pustimo, bi rekel, bo rastel po svoje. In če je že treba, odrežemo samo kakšno posamično vejo ven, kakšno tako, ki nam dejansko dela napoto, ali se križa, ali nam gre proti objektu, ali kakorkoli. In kdaj to naredimo? Najboljše je narediti to poleti. Zakaj? Spet zaradi tega, ker je takrat se najhitrejše rane zasušijo. Tako da že včasih so rekli, ne, da je treba orehe obrezovati avgusta, ne. Ja, zdaj imamo kar nekih konkretnih vprašanj. Kako obrežemo stebelno jablano? Ja, pač zdaj, če govorimo tlele o teh balerinkah in to, kaj je, pač jo bomo obrezali, da bomo pol dobili neko formo valja, ne. Zdaj spetli, ne, prepoznati moramo, kateri so tisti rodni brsti, da bomo pač dobili na najmanjši površini maksimalen obrot, ne, ker v nasprotnem primeru bomo lahko zrezali vse, pa bomo imeli en kup enega pirja, pa ni tega jabolka gor, ne. Zdaj, kar se pa tiče kivija, ne, zdaj tudi recimo tle v notranjosti lih tako kivi obrazujemo kakor trto, bi rekel, zdaj, bi rekel, dol Primorska je to že vse naredila, ne. Mi smo to naredili že januarja. Točno tako, ne, se pravi, zato, ker vi ste imeli pogoje za to, ne. Zdaj pri nas, tlele Notranjska pa Postojnski del, pa obrazujemo konec februarja, začetek marca, ne. In se pravi, lih tako na podoben način moramo obrezati kivi kakor trto, ker zdaj je spetli, ne, mi doma ponavadi kivija ne gojimo za neko maksimalno predelavo, ampak ga imamo v 90% namenjenega na neki pergoli, ki je v osnovi kot prvo senca in šele kot drugo je pol ponavadi še zato, da nam obrodi, ampak moramo pač spetli. Če bomo pustili, da se nam zanemari, da se bo začele veje rasteti eno čez drugo, v parih letih, bi rekel, tista pergola pol metra na debelo, veje bojo križem kražem in na njih ne bo vse skupaj nič, ne. Pri kiviju je tako, da kivi raste iz enoletnega lesa, ki požene iz dvoletnega, ne? Ja, in lahko potegne tudi 5-metrske poganke, ne. Ja, smo imeli letos inštruktažo našega očeta, res kivija. Kako je pa z marelico in figo, kdaj, koliko? Zdaj, kar se fige tiče, spetli, fige načeloma ne bi rezali, ne. Zdaj, kar se tiče figa, raste po svoje in spetli, če se začnejo neke veje križati, jih pol izrežemo ven, ampak da bi jo pa za neko gojitveno oziroma da bo rodila, rezali, jo načeloma ne režemo, ne. Zdaj pri marelici je pa spetli, ne, pri marelici je najboljše tako, kadar vidimo, kaj je zastavljeno, kaj bo rodilo, tisto pustimo, malo prikrajšamo, ta drugo vam pa pol, bi rekel, spetli, kar se prekriva, izrežemo strani, ne. Ker tu niso nasadi, ne.
bi rekel, ne smemo enači tistega nasada, marelc breskov, s tem, kar imamo doma. Ker tam se vseeno malo drugače gleda. Ker tudi, kakor vidim, od spod napisal eden, da je pač rezal fige in so ponorele. Točno tako, ker nekaj moramo vedeti z vsako razjo, do česa pride. Koreninski sistem od spod je isti, mi ne moramo nič vplivati nanj. S tem, ko mi pa gor na zgornjem delu nekaj režemo, pa lahko pospešamo enostavno. Mi toliko asimilacijske površine poberemo strani, da pol tista hranila nekam morajo iti. Zato tudi mi, kadar krajšamo poganke, recimo pri jablanah, če bomo mi pogank na vrh skrajšali malo, recimo zgornjo tretjino poganka bomo odrezali stran, bo v naslednjem letu tisti pogank zrastel manj. Če ga bomo pa 2/3 odstranili, da ga samo spodnjo tretjino pustimo, zdaj hrane ostane več, nekam jo treba dati in v naslednjem letu, namesto da bi tisti pogank zrastel samo 20-30 cm, nam bo potegnil 1 meter. Tako da tudi tam, kar je bilo vprašanje, kako oblikovati tale visoko debelna drevesa v prvih letih. Ja, mi v prvih letih, sploh če gre za travniški nasad oziroma travniška drevesa, je pomembno, da čim prej pridejo na neko višino. Ker dostikrat se jih tudi sadi lih zaradi tega, ne vem, ali da se da s kakšnim traktorjem od spodaj, ali da ga živina ne poje, ali kakorkoli. Zato, če ga prvo leto na neki tisti pogank skrajšamo nižje, bomo že s tem prišli do tega, da nam bo na tistem letu pol toliko več zrastel. Ko smo bili pri kiviju, eno vprašanje je bilo tudi, katere sorte kivija bi priporočali za osrednjo Slovenijo? Ja, zdaj nekako se še zberam obnese, sta najboljš, bi rekel, moški, ženski, tale Hajvart pa Tomuri. Bi rekel, tu so še zmeram Hajvart pa Tomuri. Hajvart je ženska rastlina, Tomuri je moška rastlina. Ker to je še zmeram tedebo kivi. Ker pa gremo pa s temi raznimi gladkimi pa bavarskimi kivi, bi rekel, se uspevajo bolj, ampak tudi zdaj, tu je pol velikost oreha ali pa še manj. Tako da, ja, bi rekel, ampak še zmeram, nekje najbolj primerna sta lih tale Hajvart pa Tomuri. Koliko pa rabiš moških dreves za ženskih? Tle je kar tako, na enega moškega se da kar 7 žensk dati. 7? Tako da, bi rekel, je kar konkreten fantina. Lepo biti kivi. Ja. Kako je pa z razjo maline? Kdaj, kako jo prikrajšamo pri tleh, prikrajšamo vrhe, da, ne? Ja, tako kot sem rekel že prej, bi rekel, tam v spomladanskem času je najbolj fajn počakati, da malo zaženejo maline, toliko, da se vidi, katere so žive, ki bojo brsti, in pol najprej odstranimo vse suho od lanskega leta ven, ker na tistem ne bo rodilo. Je pa, kakor pravim, problem pri malinah je, ker moraš točno vedeti, ali imaš poleti rodne, ali imaš jeseni, ker vsake se malo drugače. Tako da, če se zdaj spomladi, bi rekel, očistejo, da suho ven, pa samo malo prikrajšajo, bojo še zmeraj imeli zadosti malin gor. Ok. Smo spet pri kiviju, očitno popularen. Na štajerski kivi naj bi poleti na dolge šive skrajšali na 5 metrov, verjetno. Je to okej? Ne, po mojem, na kakšnih 5 od 6, mislim. Ja, sej zdaj je tako, ker, kakor sem rekel, ga je treba tudi poleti, jih je treba prikrajšati, ker v nasprotnem primeru nam res zraste kivi do 5 metrov. Ampak je tako, se itak mi že vidimo, kaj bo rodilo. Tako da tiste že lahko, kar je praznih, jih odrežemo stran, ker tiste nam pol samo divjajo, samo pobirajo hrano, in tisto, ki ga mi odrežemo proč, tista hrana pol ostane v plodovih. Na račun tega se pol jih krajša. Se tudi pri drugih, recimo tudi pri sadnem drevju, kot so jablane, hruške, se pri tej poletni rezi dela res lih zaradi tega,
da se en del zelene površine pobere stran, da gre pol tista hrana v plodove, ne, da ne gre samo v liste. Kaj pa, ko se spravimo obrezovati, je treba, ko se pripravimo, je treba orodje kaj posebej razkužiti, pa potem, ko enkrat porežemo, kako zaščitimo drevo? Ja, zdaj je tako. Orodje mora biti sigurno razkuženo, očiščeno in predvsem mora biti ostro. Ker če bomo mi z nekimi topimi škarjami rezali, bomo več škode kot koristi naredili, ali pa žago, ki bo vse scefrala. Zdaj, kar se tiče vseh velikih ran, jih je pametno premazati. Dočim te male rane, dajmo reči tam nekje debeline, palca, se bojo pa same zasušile, ne. Pa tudi tako, ne, bi rekel, skoraj zdaj v tem zimskem času je bolj pomembno, da se rane premaže, kakor v poletni rezi. Ker v poletni rezi, če mi tisto vejo odrežemo, sicer če je predebela, je lih tako treba, ne, se bo prej zasušila, ne, ker zdaj pa rabi, ker je vse skupaj mraz, sonca ni, rabi dlje časa, da se taka rana zaceli kot sredi poletja. Je pa premažemo pač s cepilno smolo. Ok. Kakšna je neka primerna oblika krošnje dreves? Imajo različna drevesa različno ali so neke smernice glede tega? Zdaj je tako pri teh oblikah, odvisno, zakaj se vsak posameznik odloči, ne. Zdaj na vrtu se ponavadi dela nekje nek prisekan stožec, nekaj podobnega. Zakaj? Zato, da dobimo pol nekje krošnjo osvetljeno, normalno z vseh strani. Zdaj, da se tudi vse to gojiti, recimo, kot neko površavo. Sploh recimo pri češnjih je zdaj popularno, da se veje priklanja dol, ne, da ne gre rastlina toliko v višino, ampak bi rekel, da je pol lažje zaobirati. Sam, kakor sem rekel, nekje, če naredimo nek priseken stožec, neko piramido, bi rekel, zato, da bomo imeli en spodoben obrod, je to. Je pa res, ne, da lahko pa tudi gojimo, ne, sploh, če so manjši vrtovi, dostikrat gojimo tudi na špalir, sploh kakšne hruške ali pa kakšne tele jablane na šibkejših podlagah, marelico lahko tudi damo v špalir. Se vrnemo spet k kiviju. Ali se moški kivi reže enako kot ženski? Zdaj v začetku, kadar režemo oboje isto. Ker sploh je tudi tako, ne. Mi kot prvo moramo neko formo, neko obliko kivijev narediti, ne. No, in pol bi rekel, če bomo zdaj na začetku pustili vsega skupaj preveč, bomo na koncu dobili še več šavja. Je pa res, ne, da ga lahko pol, kadar on odcveti, da ga lahko malo bolj, sploh če ga damo nekam v sredino, med ostale ženske rastline, ga lahko malo bolj porežemo, zato da pač ženskim rastlinam malo več prostora damo. Kako je pa z lesko in aronjo obrezovanje? Zdaj, kar se tiče leske, je spet, ne. Lesko za samo rodnostjo čim manj režemo. Zdaj lahko spet, če nam rata pregosta, da so te grmi pregosti, določene veje izrezujemo ven, ne. Zdaj pri aroni tudi ne bomo delali neke, bi rekel, rezi za plodove. Kdaj je pa poletna rez? Zdaj, poletna rez se ponavadi tam nekje med vegetacijami dela. Tu zdaj prva vegetacija se praviloma zaključi enkrat sredi junija in bi rekel, pol druga vegetacija začne pa pol tista poletna, ne. Zdaj, se pravim, nekje od junija naprej se dela, ne, ker pol takrat, kadar imamo že izoblikovane vse plodove, vidimo, kje bojo plodovi, tako da takrat lahko že počasi začnemo en del odstranjevati ven, ne. Ker po drugi strani bi lahko rekli, da lahko poletno rez delamo celo poletje, ne. Zdaj, včasih nam je interes, ne vem,
da v tisti te večji pripeki, da nam določena, sploh če so na taki bolj izpostavljeni legi, da nam plodove listi zaščitajo, pa jih pol kasneje odstranimo, zato da se tvori več sladkorja v njih. Kako je pa glede lune? Se vi tega držite ali... Zdaj, kar se tiče obrazovanja, kako pravijo, pri lunah je tako, zdaj, če si ti nek sadjar z ogromnimi nasadi, boš bolj težko gledal na luno, ampak boš šel ponavadi delati takrat, kadar je čas, pa kadar vreme dopušča. Zdaj, če se pa pogleda po luni, kdaj bi bil primeren čas za rezati sadno drevje, takrat, kadar ima rastlina najmanj sokov. Ponavadi ima rastlina v sebi najmanj sokov med zadnjim krajcem pa med mlajem. Kakor gremo bolj proti polni luni, bi rekel, se sokovi hitrejš pretakajo. In če malo pogledamo v tem, takrat, ker je najmanj sokov v rastlini, takrat se rane najhitrejš zasušijo in je čim manjša možnost za okužbo. Kaj pa, si omenil vreme, seveda mora biti suho, je problem, če je dež, vlaga, so kakšni napotki glede tega, naprimer, koliko dni bi moglo biti suho ali... Zdaj, takrat spet, če je vreme sončno suho, je manjša možnost okužbe. Takrat, kadar je več vlage, moramo biti še bolj pozorni na to, da so res, da je orodje izpravno razkuženo, ker čisto enostavno mi, ne vem, prenesemo z enega drevesa, ko smo obrazovali na drugega, pač določene trose in pol enostavno širimo okužbo. Škodljivcev ne bomo širili, ima bolezen, pa lahko širimo. Zdaj, če gremo še malo na zaščito. Kako zaščitimo drevje spomladi? Zdaj, nekje začnemo z bakrenimi pripravki. Ta prva škropljenja, ki so, je tako. Precej ustavimo na ta način kasnejši razvoj škrlupov in raznih plesni. Malo kasneje, takrat, kadar že razvijajo, bi rekel, rastline, pa ne prav listke, ampak se popki začnejo odpirati, se reče neka faza mišjega ušesa. Tako, kakor se ta spodnja dva listka lik, da se malo odpresta, takrat pa poškropimo še z pripravki, ki so namenjeni pa proti škodljivcem. Ker ponavadi v teh brstih rade prezimujejo razne kakšne uške, bolšice in kaj podobnega. In pol tako, da s tistimi pa pol še te uničimo. Zdaj, čim bolj gledamo, pa da če se le da uporabljamo tudi kakšne ekološke pripravke, kakor vidim, pa če zdaj od različnih proizvajalcev. Okej. So pole, po tvojem mnenju, so učinkoviti? Ja, so. Razni pripravki. To lik tako, zdaj, kar se tiče samih pripravkov, je tako. Močnih strupov, oziroma, rekel, takih pripravkov brez izkazance o opravljenem pač tem usposabljanju za izvajalca FFS-ja, vsak ne more več dobiti. Dobiti, ja. In je zmeraj več teh ekoloških pripravkov, ker so pa lahko učinkoviti. Te so pa ponavadi pa v prosti prodaji. Je pa tudi tako, recimo že, smo rekli prej, proti škodljivcem, že če naredimo neko mešanico vode z določenim deležem parafinskega olja, lahko že poškropimo, pa smo dobili ekološki pripravek, pa bo to. Kdaj si rekel bakrom, kdaj se lotimo? V bistvu lahko že zdaj. Zdaj že v tem času ga poškropimo. Moramo pa gledati, da ne grejo temperature več v minus. Zdaj pri vas dol ni problem, tlele pri nas gor moramo pa počakati eno daljše obdobje temperatur, da so tudi po noči v plusu. Ker če gre po noči v minus, pa tak pripravek na drevesu ni učinkovit več. To pomeni, je treba ponoviti, ali? Ja, tako, ja, samo spet li moramo pa gledati, da tega pa ne naredimo prepozno, ker če bomo prepozno, kadar je že v brstih, pa če z zimsko koncentracijo bakrenih pripravkov tako rastlino poškropimo,
bo pa vsi listki oziroma brsti popadali strani. Tako da bakrene pripravke se uporablja v fazi mirovanja. Ampak pri temperaturah v plusu. V plusu. Kako je pa z beljenjem dreves? Ja, beljenje dreves je učinkovito v spomladanskem času. In lik zaradi tega, da rastline ne odženejo prehitro. Ker če mi v januarja imamo rastlino pobeljeno, pol bi rekel, s tem vsi sokovi mirujejo. Če bi bil lub takrat temno sivo rjav, v januarju, kadar se temperature lahko dvignejo na 15 in več stopinj, sokovi grejo po rastlini in bo taka rastlina obgnala tudi 14 dni prej, ali pa dajmo reči teden do 14 dni prej, kakor če je pobeljena. A torej, to je glavna funkcija beljenja, je to, da v bistvu zavremo prehitro? To pa hkrati še, če je z lubom prezimujejo kakšni škodljivci, se jih tudi tiste uniči. S čem pa belimo in do kakšne višine pobelimo? Zdaj ponavadi so že pripravki narejeni, s katerimi zdaj nekje pobelimo deblo, pa recimo še te spodnje, te debele dele vej. Prav gor v te drobne veje ne belimo. Je lahko kar z jupolom? Ne, z jupolom ne, ampak so prav, bi rekel, od določenih proizvajalcev so pripravki primeri za beljenje rastlin. Da se pa tudi tole pač naredi doma, z apnom, da dodamo pač določene stvari, se da. Ker tudi včasih, kadar niso imeli pripravka v kantici za kupiti, so dali malo silikatnega peska, malo apna, voda, zmešali skupaj in prebelili. Z jupolom pa jih ne bilo fajn, ja. Okej. Kakšni so najbolj neki pogosti škodljivci spomladi? So že? Zdaj te prvi škodljivci, ki se pojavijo, kadar so te prvi listi. Ponavadi imamo gor razne uši, ki nam začnejo zvijati liste, razne gosence, ki nam obžirajo liste, pol so na hruškah tele hruševe bolšice, ki se presesajo na konce poganjkov, na drobne vejce, nam dejansko izsavajo ven. In pa so pač pa še razni zavijači, razni črvi, ki se pa pojavljajo v plodovih. Te prve se pa ponavadi opazimo lih gosence pa uši. Okej. Pogledam še malo vprašanja. Ko smo govorili o razkuževanju orodja, s čim priporočaš razkužiti orodje? Za razkužiti je najboljše pač narediti eno koncentracijo, bi rekel, vode in varekine. En del varekine se da noter in se pol s tistem umije. Pa se je treba držati navodil, kakor so gor, da ne bi, bi rekel, lih s čisto varekino prali. Kako preprečiti, da bi bile maline črvive? Ja, zdaj spet je treba pol z škropljenjem. Druge ni? Ja, drugo bo bolj težko. Recimo, ne vem, pri češnjah se da to na ta način nekako dobiti, da damo tele lovilce gor, tele rumene plošče, da pač tole češnjevo muho, da jo že prej ulovimo, da je pol toliko manj. Pravim, pri malinah je pa treba, bi rekel, jih sproti škropiti. Te lovilci so učinkoviti? Za češnje, ja. Za češnjevo muho se, bi rekel, se kar obnese. Zdaj sicer je tle tudi tako, bi rekel, malo je pogojeno pol s čebulo, pa čebulne muhe in to je eno z drugim pol povezano. Okej. Jaz imam še eno vprašanje. Zdaj pri teh rožicah vem, da so vsako leto neke rožice v modi, prije malo semenja. Kaj je letos tako, je kako, oziroma v zadnjih letih, je kako sadje, če ostanemo pri sadju, ki je recimo večje povpraševanje, kakšne posebne sorte določenega sadja? Ja, zdaj v zadnjih letih so predvsem v modi spet vse stare sorte. Tiste, ki so bile včasih od bobovcev, krivopeca, carjeviča, med jablanimi, zdaj, bi rekel,
med hruškami so tudi spet tepka moštranca popularne. Če gledam med jablanah, pri teh novejših sortih so spet bolj popularne te odpornejše, kakor so Topaz, Sirius, Merkur in podobno. Drugače pa spet vse eksotične sadne sorte so pa itak pomembne, ne? Od raznih asimin, bi rekel, pol pri jagodičev, goji jagod, aronija, pol rakitovc, je kar precej tega, no. Bi rekel, če se kaj napiše o kakšni sorti, tista je sigurno popularna takrat. Aha, okej. Zdaj še par vprašanj, saj pol bomo že eno urco. V jeseni sem na novo posadil sadno drevje in ga tudi prebarval. Ali sem s tem naredil napako? Ne, pač je bilo že v jeseni narejeno, na mestu zdaj spomladi ni čisto nič narobe, ne. To sadno drevje, ki je bilo v jeseni posajeno, se je verjetno glede na to, da je bila kar, če je bilo zadosti zgodaj, glede, da je bila kar ugodna zima do zdaj, ne, se je verjetno že ukorenilo in bo zdaj spomladi čisto normalno začelo odganjati. Okej. Rodno-vegetativni brst, lahko enostavno rečemo, da jih primerjamo po velikosti ali je še kakšen bolj otipljiv znak? Jah, po obliki se jih da, ne. Ponavadi tele listni brsti so bolj špičasti, tele rodni brsti so pa ponavadi malo bolj zaobljeni. Tako da na ta način se jih da. Samo je tudi tako, ne, tudi ponavadi imamo, večkrat imamo tele mešane, ne. Tako da tlele je treba vseeno pol kakšno knjigo več pogledati, pa tudi včasih s knjigo iti do rastline pa malo primerjati, pa se vidi, kaj je, ne. Zdaj z besedami tu je malo težko povedati, kjer je kakšen, ne. Ja, bomo morali narediti enkrat še eno predstavitev v živo, ne? Tako je, ja. V živo, tako. Ali se asimine ne reže? Kako režemo borovnice? Z borovnice mislim, da smo že obdelali, ne? Ja, bi rekel, glih tako, borovnice jih izrezujemo ven, kadar se nam začnejo križati, ne. Pa ponavadi po parih letih nam začnejo znotraj borovnic določene veje se sušiti, pa tiste jih porežemo stran. Kaj pa asimina? Zdaj asimina je, čim manj jo režemo, ne, spet naredimo pač neko obliko, da bi zdaj za neko rodnost asimino obrazavali jo niti ne, pa tudi tako, asimina je tule v naših krajih, bi rekel, še dokaj neznanka. Se je treba počasi nanje navaditi, da vidimo točno, kako se obnašajo in pol, bi rekel, še zmeraj se vse skupaj bališče, kaj in kaj ni, ne. Kdaj se jo pa cepi? Katero? Asimino, ko vidim, da še, očitno asimina je poleg kivija zelo priljubljena. Ja, zdaj je tako, ne, kar se tiče samega cepljenja asimine, ne, zdaj, kakor vemo v Sloveniji, en ali pa dva jo cepista, ne, bi rekel tako, bolj na veliko, ne, zdaj točno kdaj je najbolj primeren čas, pa čisto pošteno povem, za asimino nimam izkušenj, ne, kdaj bi bilo. Zdaj, kar se pa tiče drugega sadnega drevja, je pa spet, ne, kaj je najbolj primerno, oziroma tisto najbolj enostavno, da se nam bo prijelo. V fazi mirovanja cepiče naberemo, kadar se začne sok pojavljati v rastlini, jih pa precepimo, ne. Tako da recimo v januarju lahko cepiče naberemo, pa jih damo v hladilnik, ne, da nam ne odganjajo, pa zavijemo v papir, da se nam ne izsušijo, in pol, ker je tu primeren čas enkrat aprila meseca, jih pa precepimo. Okej, kako je pa, kakšni nasveti glede sadnega drevja v loncih? Ja, zdaj sadno drevje v loncih, zdaj glavnina pa bolj enostavno oziroma bolj se primejo rastline, ki so z golo korenino. Ker tiste, ki so v loncih, so že prej leto, 2 leti postavljene v lonce in imajo manjši koreninski sistem. Je pa ena prednost teh, da jih lahko pa kasneje sadimo, ne. Če bomo mi pač kupili rastlino, da jablane v lonce, bomo lahko še zmeraj posadili maja meseca ali pa junija, ko da čim ono z golo korenino ne bomo mogli več takrat saditi, ne.
Je pa res, da tiste, ki so z golo korenino, se boljš obnese in imajo že v prvem letu večji prirastek. Zdaj počasi bomo nehali sprejemati vprašanja, ker če ne se bo spet do 10 zavleklo. Še par vprašanj, ki smo dobili na mail. Matjaža zanima, po kolikih letih naj bo cepljena hruška iz cepilne lokacije presajena na stalno lokacijo? Ja, zdaj je spet vprašanje... letih ali mesecih? Ja, zdaj odvisno na kaj je cepo in kako je to cepo, ne? Na koliko staro podlago je on to cepo. Ker načeloma, če je cepo, ne vem, na 2-letno podlago, je fajn, da vse še tisto leto počaka, pa naslednje leto pol presadi. Bi rekel, tako da se cep prav prime, da začne, bi rekel, zgornji del odraščati in pol jo presadi. Jasna, sprašuje, na parcelo 200 kvadratnih metrov bi šele zasadili sadno drevje. Koliko in katere jablane, nižje rasti priporočate na tej površini? Katere grmovnice in krasne drevje bi priporočili, da bi bili dober sosed jablanam na tej površini? Zdaj, kar se tiče samih te jablan, eno vprašanje je bilo tudi, mislim, vmes, kakšne so razdalje sajenja. Zdaj je spet odvisno, kaj sadimo, ali srednje ali visoko rasla drevesa. Zdaj, če so srednje rasla, so tam nekje 3,5–4 metre narazen. Če govorimo o teh, ki so cepljenih na sejancih, na bujnih podlagah, jih dajmo vse 5 metrov narazen. Ker mi lahko tlačimo rastline eno do drugo, ampak kaj se bo zgodilo? Takrat, ko bo ta rastlina v neki končni rasti, enostavno bojo začele veje vraščati med sosednjimi drevesi med sabo in pol ne bomo imeli nikoli nič. Zdaj, kar se tiče, kako zasnovati tak vrt, recimo 200 kvadratnih metrov, če je nekje zadaj, bi lahko dala eno ali pa dve češnjo ali pa slivo, zato ker so najvišje, pol spredi se da jablane, se lahko kombinira z hruškami in pol še v spodnjem del grejo pa lahko šmarna hrustka, aronije, vse jagodičevje, od malin, ribeza in podobno. Tako da dobimo pač glede na postavitev vrta eno tako stopničasto zasaditev, da je čim večji del dneva osvetljeno, osončeno. Katere sorte konkretno pa nižje rastli jablan? Zdaj, kar se nižjih rastlin je tako. Še zmeraj mislim, da kakšne plantažne sorte ne bi priporočil, ker kaj pol pomeni, da bo mogla prevečkrat škropiti. Morda bi bilo vseeno dati rastlino 2 manj, pa iti vse na srednje podlage, zaradi tega, da je pol manj škropljenja. Ker tudi te nižje sorte so tako, da jih mora biti skozi na nekih opori in dejansko je res, tudi 10–15 škropljenj je treba narediti na leto, da normalno obrodijo. Če damo pa neko srednjo višino dreves, bomo pa naredili tiste osnovna spomladanska škropljenja, še kakšne uške, če je lih mus in je to to. Zdaj sorte, spet lahko kakšno od starih sort. Zdaj, če gre samo za par dreves, ne vem, je treba tako razporediti, da enakomerno zorijo, da damo eno zgodno sorto, ki bo zorela konec julija, avgusta, pol eno septembrsko, pa recimo še eno 2, da ima pol še za vzimnico, da je tudi oktobra. Tako da nekaj za sproti, jaz nekaj pa, da nam pol v kleti ostane vse, dajmo reči, do februarja, marca meseca. Kako je pa glede dobrih sosedov? So tudi med sadnih drevesi dobri in slabi sosedi, ko na vrtu, ali tega ni? Tega je manj, tlele je bolj pomembno, da pač razporedimo tako, da se ne ovirajo, ne da bi se, bi rekel, lih ne vem koliko izključevali. Edino pod orehem, oreh je slab sosed za vse, pod orehem ne bo rastlo nič. Kdaj obrezujemo vinsko trto za domačo uporabo? Kateri mesec in ob kateri luni? Ja, zdaj spet tako, kot sem rekel, takrat, kadar najmanj joče, jo obrežemo,
In zdaj mi tlele gor pri nas, rekel, vse tele samorodance in to, kar imamo, bomo začeli obrazovati zdaj konc februarja. Vi dol ste pa že naredili tole. Ja, brajde nimam, tako da. No, prav, malih tako se brajde da že obrezati. Kako se potem, če ostanemo pri grozdju, kako se obrazujejo Izabela, Jurka, stara že 40 let in kako se vzdržuje čez celo leto? Obreže se v isto, kakor vse, bi rekel, vse ostale brajde. Pač je treba pustiti tistih par vodilnih, na katerih se pač pusti po tam 3, dajmo reči tam 3, lahko tudi do 5 čez, pa moramo sploh gledati spet, da se ne bo to preveč razbohotilo nam čez. Zdaj, kar se pa tiče vmes, načeloma škropiti jo ne bi bilo treba nič. In kadar se začnejo pol grozdi pojavljati gor, spet en del tega zelenega dela otržemo strani, zato da čim več sonca pride do grozdov. Je pa tudi tako, lih tako tole na brajdi doma lahko pol spruti tržemo, ker vidimo, da je pogank nam potegne, pa ga odrežemo oziroma odlomamo stran. Kdaj lahko presadimo, prestavimo figo? Spomladi ali pa v jeseni. Spomladi ali pa v jeseni. Takrat, ko je v fazi mirovanja. Če bi poleg na vrtu, poleg kakija, fige in palme, kaj bi svetoval za zdraven, ob upoštevanju recimo, da je nek koristen sadež pa lepo cveti? Imaš kakšen predlog? Glede na to, da je kaki, figa, pa palma, bi rekel, tako je na Primorskem. Ja. Spet li odvisno, koliko je na Primorskem. Gorica. No, zdaj v Gorici vam praktično uspeva tudi vse ostalo. Marelce, breskve, češnje. Če bi pa tole gledali, tik ob obali, pa moramo iz tega konteksta sigurno jablane pa hruške črtati, ker pa ne uspevajo tam. Ker se moramo malo dvigati, višje pa stran od obale, da lahko tudi jablane pa hruške posadite. No, poleg kakija, fige in palme, imaš kakšen predlog? Jaz se pravim, tlele marelca, breskov bi šla, bi rekel, prav komot. Ali pa kakšen dateljno, ali pa granatno jabolko bi lahko dali. Sigurno uspevajo. Še par vprašanj tukaj na hitro in potem zaključimo. Kako obrežemo goji? Tlele je tako, ponavadi se res bujno razrastejo, dostikrat rastejo tudi na pol divje, tako da je pri goji jagodah je že bolj pomembno, da si že v štartu nekje zastavimo, dostikrat si naredimo tudi kakšno oporo, kakšne lojtrce, da po njih rastejo, če nam pa preveč na prosto po tleh rastejo, pa spet kar se nam križa, kar je preveč, izrežemo enostavno stran in to drugo pol pustimo. Ker če bolj jih bomo rezali, bolj bujno bojo rasle. Tako da se pravi, že neko formo moramo že prej si narediti. Po kolikih letih se sliva iztroši? Načeloma se ne bi iztrošila. Povem, mi imamo doma slive, ki so že čez 40-50 let stare in takrat, ko je bil žled, se jih je prikrajšalo in zdaj spet normalno rastejo naprej, so drevesa taka, kakor so bila in normalno obrodijo. Zdaj obrod se zmanjša, zdaj, da bi bila pa čist to, da ne bo več rodila, pa ne. Se tudi pri drugih jablanah in hruškah, ni tu, da se iztroši, razen, če govorimo o plantažnih sortah. Plantažne sorte so pa za neko določeno obdobje, jih je treba pol izkopati in nadomestiti z novimi. Z vsemi ostalimi pa ne. Še zadnje, ekološki pripravek proti cvetni monili na marelici. Ja, zdaj mislim, da trenutno edini, ki je še registriran, mislim, da je Duaxo. Bi mogli pa prav preveriti. Mislim, da je edini med njimi, ki je tudi kot ekološki registriran. Kdaj se obrezujejo slive?
Lih tako, zdaj v tem zimski rezi jih izrazujemo ven, drugače pa lahko počakamo tudi prsljivi, da začnejo malo brsti in napenjati. Lahko tudi tako delač, da vidimo, kje bojo cvetela in šele takrat izrežemo stran, kar nam viška hodi. Ker načeloma bi jo lahko rezali celo leto, ne? Kaki vanilja, osrednjeslovenska lokacija, kakršnikoli nasveti na poti? Kaki vanilja je pač trenutno bolj modern, ne, kakor klasičen tipo in uspeva lih tako kot tipo. Da bi kaj bolj bil občutljiv na pozebo, ni. Ok, zdaj smo zaključili. Zdaj Renata sprašuje, če priporočamo kako drevesnico v okolici Ljubljane. Jaz vam priporočam, da greste v drevesnico Štivan. Tam vam bo Matjaž lahko tudi v živo kaj povedal. Pa jaz sem bil pri njih in je res lepo, no. Res lepa lokacija, tako. To je na Notranjskem, Matejna vas, Matenja vas. Matenja vas, ja. Matenja vas, ja. Zdaj eni pravijo, da smo Primorci, tako eni Notranjci, nič se ne smem preveč opredeliti. Ja, ni daleč od Ljubljane v glavnem. Ne. Zdaj, ko vozijo kamioni samo po enem pasu, 20 minut pa ste pri nas. Tako. Ja, najlepša hvala, Matjaž. Je bilo res zelo zanimivo, tudi cel cajt vidim, da smo bili pač praktično zasedeni, no, ker 100 ljudi je omejitev spremljanja preko Zooma. Tako da verjetno bomo mogli še kdaj ponoviti. Ja, z veseljem. No, super. Tako da hvala lepa, Matjaž, hvala vsem, ki ste sodelovali in poslali vprašanja. Upam, da ste se imeli fajn. Zdaj v roku nekaj dni oziroma kakšnega tedna bomo pripravili tudi, bomo dali na YouTube, si boste lahko to vso zadevo še enkrat pogledali. Ker je bilo dosti stvari, pa če niste imeli časa si zapisovati, boste lahko na našem YouTubeu, Toma PPO kanal, dajte nam slediti, lajkati, to vsi rečejo, tako moram zaključiti. Hvala lepa vsem še enkrat in lep pozdrav. Čau. Hvala.